Sven se je zleknil v znak, kolikor je dopuščalo naslonjalo, in znova počasi in glasno izdihnil, da je njegova sapa zabrnela izpod vizirja. Padel je noter, se povezal s Piko, ki je bila vse, kar si je želel. Zatem ni potreboval ničesar več. Rabil ni niti hrane, niti pijače. Napajal se je iz digitalnega izvira in se hranil s podobami, zvoki in občutki. Čelada mu je neposredno v možgane in podaljšano hrbtenjačo prenašala dražljaje, ki jih je razločno občutil tako na koži, kot v ustih in nosnicah. Za potopitev ni potreboval oprijetega senzornega oblačila, ki je bilo nekoč obvezni pripomoček pri igralnih seansah, temveč zgolj čelado. In ta je bila tudi skoraj edino, kar je imel na sebi. Bil je, z izjemo plenice, povsem gol. Majice in hlač ni nosil že leta, ni imelo smisla. Pred kom naj bi se skrival? Kdo ga bo videl? In koga pravzaprav briga, kakšno je videti njegovo telo? Še sam se je običajno izogibal pogledu nase, in to ne le v ogledalu, v predsobi ali kopalnici ter na zaslonu, ko ga je kamera snemala in spremljala, če vestno opravlja delo. Pogosto ves dan sploh ni pogledal svojih zadebeljenih prstov, zamaščenih rok in nabreklih nog. Najbolj se je izogibal pogledu na trebuh, ki se mu je začel spreminjati v ogromen predpasnik maščevja in se mu je razlezel do kolen, kadar je sedel. In sedel je skoraj ves čas. S stolom na kolescih se je pomikal po delovišču, z njim se je zapeljal do hladilnika, na njem se je celo odpeljal do stranišča in se mukoma prestavil na keramično školjko, da je opravil potrebo.